pridite v oči in si predstavljate, da ste na moru. Voda nežno valovi in veter vam prijetno piha. Oh my God, res ne neki piha. Ja, nima nič. A danes pa bo redno posnetek? Ja, dela, to prej, da vam po moj dovolj. Kaj škoda, da ne? Kako? Se pravi, komunikacija med računalnikom in kamero. Tako da sva, sploh nima bene zveze s spominom, ker možgani tako delujejo, da večina informacij ne spustijo niti do kratkoročnega spomina, to zbrišajo. A kar tako? Ne. Najbolj normalna stvar pri delovanju možganov, da zbrišajo 85% informacij, še preden sploh pridejo do hippokampusa oziroma da bi se znašli v položaju, da bi jih možgani začeli spominjati v kratkoročni zapis. Seveda. To je bistvo, to je ključno značilno. Možgani, če ne bi tako delovali, bi pregoreli v 3 minutah. Ja, to proces. Ker je toliko informacij. Pridejo vsak. Ja, zato možgani samo brišajo. Briši, me ne zanima. Ja, so v bistvu super brisale. Tako je, super brisale so. Dobro, a bolj bi vi začeli, kaj ste zdaj mislili? Ja, ne, dajmo, ker nas je toliko. Mislim, to je neverjetno, da ste toliko pridni, vztrajni, disciplinirani, neverjetni ste, mislim. Glejte, pridemo poslušati bistre predavate. Hvala lepa, mislim, to je pa res malo. 2 tedna počnemo, jaz samo upam, da bo po kamera delala po vse ostalo, da bo to ne naredil. Ej, Alek. Jaz sem, draga moja fenomenalna, 24 ur sem že na morju. Plaža. Sam morje je bolj loše, bolj malo mokro je. Morje, ja, vse ko jaz rečem morje, a veš, mene se to voda kot taka ne zanima. Mene zanima veranda, senca, fige bojo zdaj že zrele, 2 deci rdečega, mislim, morje, ja, se prav da je, sem lubenice, sveže iz hladilnika, Dušan, kaj najbolj na morju? Un zvok, ko balovijo v obalu. To mi deli, to, in jaz lahko tisto na izi. Ja, na izi, to, ja. Tako. Torej, dragi moji, za konec, vam bom povedal še nekaj, kar je tako dober, tako fantastično, tako izjemno, da jaz res ne vem, zakaj ta inštitucija ne bi naredila tega, o čemer bom danes govoril. Res ne vem, zakaj ne bi. Ker pri zdravi pameti bi se vsak človek lotil tega, o čemer bom govoril. Vsak, brez izjeme. Okay? Čisto vsak človek na tem svetu bi se lahko lotil tega, in če mene vprašate, bi bilo tudi zelo, zelo dobro, če bi se. Ok? Dobro, zdaj se pa priknite, bomo vzleteli. Ja, da imamo o čem. Tej šakali. Kaj je ta skrivnost? Kaj je? Ja, čem je? Zdaj še mimo grede povem, da sem včeraj začel z eno turnejo po slovenskih šolah. Včeraj sem začel jo in jo bom nadaljeval v naslednjem šolskem letu. V naslednjem šolskem letu in bom obiskal najmanj, po zdajšnjih podatkih, 38 slovenskih šol in imel predavanja za tamkajšnje učitelje, ravnatelje, pedagoške delavce in tudi nekaj vrtcev bom obiskal, kar pomeni, da v naslednjem šolskem letu, začenši z včerajšnjim dnem, bom približno... Kako? Znanost.
to, ja, bom tudi, ja, sem že, še malo bolj znam, ne. Bom imel predavanje za približno 1500 slovenskih učiteljev in drugih vzgojiteljev in drugih delavcev v šolstvu. In to mi je zelo fajn, zelo dobro. Govoril bom pa o zadevah, ki so precej povezane s tem, o čemer mi tukaj razmišljamo, in sicer o sodobni nevroznanosti in zlasti o vsem tem, kar ugodno vpliva na naše možgane in ne samo na naše možgane, ampak na nekaj, o čemer bomo danes še zlasti govorili, to je well-being ali blagostanje. Blagostanje. To je lep, dober, krasen izraz, zelo ustrezen tudi prevod angleške besede. In danes bom torej spregovoril o eni raziskavi, samo o eni raziskavi, ki je zajela precejšnje število ljudi in je dala tako rekoč fantastične rezultate, ki jih še nekaj let nazaj ni pričakoval nihče, oziroma tudi ne bi mogel vedeti, da so lahko rezultati takega dela, o čemer bomo govorili, tako dobri, tako izvrstni, skoraj bi rekel neverjetni, fantastični, kot se je izkazalo, da so. Okay. Kam je zdaj izginila urodna vrstica z moro? Sam, glejte tam pa... A ja, pa tle, bravo, yes, super, vidite in z moro. Moš prav, ja. Dobro si mi to nasvetoval. Evo, govorili, ja, meditacija in zdravje, pa še o nečem bomo govorili. Najprej pa, gremo lepo zdaj čist na lizi. Torej, če bi bil jaz direktor tega zavoda, te ustanove, potem bi s 1.9. upeljal meditacijo in jogo kot sestavni del kurikula, kot sestavni del vašega predmetnika oziroma vaših dejavnosti, ki jih imate. To bi res naredil. S 1.9. 100% bi vsak, no, mogoče ne vsak dan, ampak vsaj... Dobro dan, se pravičujem, Mladenič Zikret pravi, da je tudi udeleženec teh vaših seans oziroma predavanj, če to drži. To drži, ja. Izvolite, Mladenič. Akcija. Smo še v prometu smerjen. Moram trenirati za soboto. Ok. Ja, se pravičujem pač. Torej, to bi res naredil, govorim z vso resnostjo, ker imam tako dobre razloge, tako dobre argumente za obe dejavnosti, in meditacijo, in jogo, da si težko predstavljam, da bi lahko kdo ovrgel to, o čemer bom danes spregovoril, oziroma, da bi lahko kdo zamahnil z roko in rekel, mene pa to ne zanima. Težko si to predstavljam. To je seveda možno. Jaz pravim samo, da si to težko predstavljam, ker ne vem, zakaj bi človek kaj takega naredil. Zakaj bi zamahnil z roko in rekel, mene pa to ne zanima, niti malo. Po vsem tem, kar vam bom povedal, po vsem tem, kar boste slišali, verjamem, da se boste vsaj zamislili, tudi če tega ne boste počeli. Se lahko, da ne boste. Ampak verjamem, da se boste vsaj malo zamislili, ker je to, kar boste slišali, tako dobro,
koristno, tako prispeva k blagostanju človeka, da resnično, še enkrat pravim, ne vem, zakaj je to šlo za nami. Ja, skoraj ni boljša. Tako je. Ok, torej zdaj pa lepo grem, po vrsti. Raziskava je, to ne bi smelo biti, takole bi morali biti, najprej gremo po vrsti, kot smo rekala, ne? Torej, vidite, raziskava je bila objavljena 15. junija letos. Danes smo 22. se pravi pred enim tednom. Najnovejša raziskava. To je znanstvena raziskava, ki vam pove že tukaj po vzetku, čisto na začetku, da so nekatere dejavnosti, se bomo pogledali, katere so to, nekatere dejavnosti, ki se jih človek lahko loti v svojem življenju. V strokovnem žargonu jih imenujemo mind-body interventions. Z skratico MBA se vidite, tam ne piše. Mind-body je preprosto nekaj, kar je v filozofiji že zelo star izraz. To je izraz, ki nam pove, kako sta povezana to, kar imenujemo mind, se pravi in to, kar imenujemo body, kar je telo. Kako je to povezano med seboj? Ta povezave, ki jih je veliko, zanimajo ljudi že od nekaj, od pamti veka jih zanima. Tisoče in tisoče in tisoče let nazaj so ljudje že raziskovali, kaj vpliva, zlasti se kaj vpliva ugodno na mind in body, se pravi na in na telo. Katere so tiste prakse? In mi bomo spregovorili danes o starodavnih praksah. To niso prakse, ki bi bile včeraj, niso jih pogruntali znanstveniki prejšnji teden. To so starodavne prakse, to so prakse, ki so stare tisočletja. To posebej poudarjam. Tisoče let se že ljudje ukvarjajo s temi praksami, kar potrjuje, da je najverjetneje na njih nekaj dobrega, tudi če ne naredite nobene znanstvene raziskave, ker če ne bi bilo nekaj tako zelo dobrega na njih, bi obstajala velika verjetnost, da bi ljudje opustili. Dobro, boste rekli, saj tudi vojni niso opustili, pa ni nič dobrega in imate prav, imeli bi prav. Samo da vojne vendarle niso take dejavnosti, ki se jih lahko loti vsak posameznik doma v drugi sobi v svojem telesu in se ukvarja s tem. Mind-body interventions, MBI. Ja, o čem govorimo? Gremo kar po vrsti. Meditacija je prva taka praksa. Nihče pravzaprav ne ve, kdaj so ljudje začeli meditirati. Ne vem, morda so meditirali že pred 100 000 let, morda so meditirali pred 300 000 let. Ne vemo, mogoče bomo kdaj vedeli, ampak trenutno pač preprosto ne vemo. Torej, to je res stara praksa. In ljudje že zelo dolgo časa vedo, da ima vrsto, množico blagodejnih učinkov na človeka. Na njegov in na njegovo telo. Na oboje. Naslednja taka praksa je joga. Joga velja podobno, da se ne bomo ponavljali. Takih praks, metod, tehnik je še zelo veliko. Tukaj recimo omenjeno tudi tai chi. Tai chi, še ena od praks. Tai chi, ja. To pa je ena pevka. Aha. Lahko da je tudi pevka. Tai chi. Hrvaška pevka, no. Če preberemo tai chi skupaj, je tai chi je pevka, če pa tai chi je pa nekaj drugega. Metoda. Ja, imaš prav. Imaš prav, ja. Imaš čisto prav, dobro si rekla. Ja, 3 je tukaj.
No. In kaj je odkrila znanost in je objavljala v tej raziskavi? Da ne gre samo za prakse, ki jih sicer ljudje prakticirajo, številni ljudje to prakticirajo. Ne gre samo za sproščanje. Ljudje mislijo, da je, nekateri mislijo, da je yoga ali meditacija, to sproščanje. Poslušamo malo glasbo, tudi sproščanje in to že meditiramo. To slučajno gre. To je daleč od meditacije in od joge in od tai chi ali drugih tehnik. Pravi, ne gre samo za to. To je čisto vredo, seveda, da se človek sprosti, posluša glasbo, malo meditira, kot se temu reče, a ne. To je redo. Mi mislimo zdaj na nekaj drugo. Mi mislimo na tehnike propo, se pravi na metode in načine dela, ki postajajo del človekovega življenja, kar pomeni, da to človek počne vsak dan. Ugradijo svoje življenje in je to nekaj takega, kot je dihanje, recimo, ali pa spanje. Spati greste dnevno znov, greste samo trikrat, pa nikoli več, ja, ampak greste vsak dan. To pomeni, da postane neka praksa del vašega življenja. Navadite se na njo in potem jo prakticirate vedno znova. No in še enkrat, če bi bil jaz direktor te ustanove, bi to s 1.9. počeli vsi. Se ne bi nikoga prisilil k temu, ampak bi pa gotovo vsem predlagal. Da je to zelo pozitivno in da bi to vsem staršem povedali. Staršem bi povedali, vsem drugim strokovnjakom bi povedali, dalje. Na splošno vse. Tako. In to bi bolj tudi na veliko razgovorili v vsem svetu. Tako. Da bo vsi v tem vesolju vedeli, da se s tem... Sirius meditira. Tako. Nekateri že meditirajo, 3 skupine redno meditirajo v Siriusu. No, 3 skupine že meditirajo. Ja, Ok. No, fajn. Naprej. Zdaj pa, kaj s tem, če se tega lotevamo, pridobiti? Rekel sem že, da je to smiselno početi kot del način življenja, kot del samega življenja, del eksistence. Tako je tudi mišljeno. Od nekdaj je bilo tako mišljeno. To po drugi strani pomeni, da ne počnete samo tega, sicer pa živite nezdravo, pa niste nič naredili. Najprej malo meditirate, potem ste pa ne empira. Ne gre so. Da, torej, zato govorimo o življenjskem slogu, načinu življenja, da potem počnete vse stvari v življenju tako, da prispevajo k vašemu blagostanju. Ne ukvarjate se samo za eno zadevo. O tem govorimo. Ta raziskava tudi govori o tem. Zdaj pa pogledajte, ne gre samo za sproščanje. Zato je seveda to tudi treba znati, tega se treba naučiti. To ne moš kar znati. Ne moš kar reči, ko zdaj pa smo meditirati. Tega se moš učiti. In enako velja za jogo in tai chi in tako dalje. Takih metod in tehnik se ljudje učijo dolga leta, da ne bo kdo mislil, da se to naučiš v enem tehniku. Tega se naučiš v dolgih letih. Potem se rekel, prakticiraš leta dolgo, potem so seveda tudi učinki, nekateri učinki so fenomenalni. Samo da so pozitivni, izvrstni. Mi se bomo to pogledali in tukaj v tem povzetku živimo. Da vplivajo te tehnike, te metode, vgradite v svoj način življenja. Poglejte, lahko spremenijo, tako je, lahko obrne, lahko spremenijo nekatere molekularne procese v vašem telesu. Še enkrat, to so zelo pomembni, ne gre samo za njeno relaksacijo, sproščanje. To so globoki učinki, ki spreminjajo biokemijo vašega telesa. Vplivajo na vaše gene. To so zelo pomembni. Gotovo ste že kdaj slišali, da je to rekel
ali da se je skliceval na svoje gene, češ, da ima pač take in take gene in da mu nekaj ne gre, ali pa da se ne more spremeniti, ali kaj tako. To je zelo, zelo napribližno rečeno. S takimi tehnikami mi smo bolje tudi veliko ohraniti. Mi lahko torej spremenimo znotraj DNK, znotraj genetskega zapisa, lahko spreminjamo nekatere procese. In mi si bomo zdaj pogledali, kaj to pomeni. To je samo povzetek. Veste pa najbrž, pomembno je, da veste, da lahko določeni procesi v telesu, spremembe v DNK, dolgoročno vplivajo tudi na bolezni. Vplivajo na bolezni, povzročijo bolezni, naprimer, in te bolezni so tako duševne kot telesne. To pomeni, da z tehnikami, metodami, ki danes govorimo, povzročimo nekatere spremembe v genetskem zapisu in s tem lahko preprečimo ali pa vsaj odložimo nastanek kakšnih bolezni. Torej, neposredno skrbimo za svoje blagostanje. Zato je pomembno, da človek to počne vsak dan. Naslednji korak. Vidite, spremljali so 846 poskusnih oseb. 11 let. To je obsežna raziskava. To ni raziskava, ki jo naredite v enem mesecu, po enem tednu, na 3 ljudeh. 11 let, 846 ljudi, da bi natančno ugotovili, kako vpliva prakticiranje joge, meditacije, najčije in tako dalje na te ljudi. In ker so tako veliko ljudi spremljali tako dolgo časa, so rezultati zares prepričljivi, oziroma imajo veljavnost, kot se reče. To pomeni, da imajo veliko dokazno moč, so močni dokazi, da je vse to, kar se je izkazalo v tej raziskavi, tudi res. Ja, da je pač kredibilno. Bravo, da je kredibilno. Tako je, ja. Da se lahko na tako raziskavo torej tako je, zaneseš. Če je pa nekaj kredibilno in če se lahko na tako raziskavo zaneseš, kot sem že rekel, zakaj se ne bi, potem ni razloga, da tega tudi ne bi začel počinjati v svojim življenju. Lahko sicer rečeš, briga mene, ampak nimaš dobrega argumenta, da to rečeš. In je razlika. In mi se tukaj ukvarjamo z argumenti. Meni lahko rečete, da je 3x3 15. Lahko mi rečete, sam boste to težko dokazali. Eno je torej reči, drugo je pa dokazati. No in zdaj, če gremo gledati, vidite. Raziskovalci, ki so spremljali tega, so se med drugim osredotočali tudi na njihove genske zapise, na gene, da bi videli, kar smo mi že prebrali v povzetku, ali te tehnike lahko celo imajo tako daljnosežne učinke, da vplivajo na gene. To je misel, to je ideja, ki je bila še nekaj let nazaj popoln tabu. Tudi med znanstveniki. Preprosto je veljalo, da genov ni mogoče spremeniti. Pač taki so, kakršni ste dobili od svojih staršev, Bog pomagi, če so v redu, če niso v redu, pa pritožite se na sončno pravo. Nič ne moš narediti. Sončno. Ja. Niso tega tudi stari Grki? Kaj to misliš? Če so to prakticirali? Ja. To so prakticirali stari Grki, to so prakticirali Indijci, to so prakticirali ljudstva, ki sploh ne vemo več zanje. To so prakticirali ljudje pred 50 tisoč leti, pred 100 tisoč leti. Tako da pač v bistvu vse vrtimo. Ja, vse. In to je čisto redno. Pač tiste prakse, ki so dobre, zgolj ponavljamo, zakaj pa ne bi, če so dobre. Ja, točno.
Pa še imamo pa še znanstvene dokaze, Ja, da so dobre. zakaj to ponavljamo? Ja, V bistvu je utemeljeno naše ponavljanje. utemeljeno je, ja, tako je. Okay? No, vidite, in so spremljali torej aktivnost nekaterih genov, spremljali so, kaj pač počnejo, sicer vemo, kaj načelno geni počnejo, in kakšne so njihove dejavnosti, se pravi genetske dejavnosti, pri proizvodnji nekaterih proteinov, nekaterih beljakovin. Geni to daje, v bistvu ponujajo informacije, zapise, kako narediti, proizvesti beljakovine, ki jih pač telo potrebuje. In, vidite, torej, spremljali so, skušali so odgovoriti na vprašanje, ali lahko z jogo, meditacijo, tai chijem vplivamo na gene, da bodo aktivni tako, kot bi radi. Ali pa tolikokrat, tako pogosto, pri proizvodnji beljakovin, ki vplivajo, vidite, te beljakovine in vplivajo na procese v naših telesih in vplivajo na možgane in na imunski sistem. Torej, že v štartu vidimo, da so imeli znanstveniki dobre ideje, dobre hipoteze, ker znanost pač to počne, ko postavlja hipoteze, so te praviloma dobre, zato ker so se znanstveniki potrudili, da bi postavili dobre hipoteze, ker če postavite slabe hipoteze, niste kaj prav dosti naredili. Morate najprej veliko stvari poznati, preštudirati, da postavite dobre hipoteze in potem pač preverjate, ali so resnične ali ne. In zdaj, če samo pomislite, na kaj vse vidite že iz tega kratkega zapisa, lahko vplivamo z jogo, z meditacijo, s tai chijem na gene, na proizvodnjo nekaterih proteinov, oziroma beljakovin, na možgane, oziroma procese v možganih in na imunski sistem. To so izjemno pomembne zadeve v vsakem telesu. Kako pa lahko na to vplivaš, če nisi kot zdravniki, no? Če bi bil zdravnik, bi bilo mogoče lažje? Ne, nič lažje ne bi bilo, ker zdravnik mora ravno tako vedeti, kako vplivati na posamezne gene, kako vplivati na možgane in kako vplivati na imunski sistem. In tako kot mi tukaj, bi prej ali slej prišel do, recimo, take raziskave, kot je tale, da je eden od načinov, zaradi katerega rabite k zdravniku, lahko delate doma, v dnevni sobi, same očice morate prej, da je eden od načinov prakticiranje joge, meditacije ali tai chija. Ne rabite nobenega zdravnika, rabite dobrega učitelja, ki vas nauči, kako to početi. Potem pa to početi v dnevni sobi. Ja, vsak učiti, to je problem. Ne, seveda ne. Učiti tisti, ki ima licenco, se po definiciji uči. Ne, Ružica, po definiciji lahko uči tisti, ki ima licenco, ki je kvalificiran. Seveda mora vsak da učiti. A jaz lahko vas poučujem kitajščino? Ker je logiki pa. Se moram najprej sam naučiti kitajščino. Komu se bom prišel učiti kitajščino? Ja, k dobremu učitelju, ki zna dobro kitajsko. To je logično. Ja, seveda ne more vsak, hvala Bogu, čeprav še vedno je tam zunaj še lavajze, da kukar hoče. Vse en to počnejo. Žalost, tako je. Nas to ne zanima. Nas zanima resne zadeve. Ne kar nekaj na približen, pa nekaj na pol, pa na četrt, pa nekaj, kukar se meni zdi. To meni sploh ne zanima. Osnovne stvari pa lahko, dihanje, pomude, lahko uči tudi v vsako zgodbica, da se malo ukvarja. Kdor ima licenco, kar se meni tiče? Ne more vsakdo.
Ne more vsakdo, zato ker lahko naredi škodo. Če greste, če vas zob boli, komu greste? Zobarju. Ali je dobro iti k zobarju, ki je najprej fakulteto naredil in ima diplomo na steni namalano? Ne. Mi gremo rajš kunmu, ker je študiral na kmetiji. A ja, se je res, jaz grem kar veterinarju, k sosedom v 20 metrov, kaj je čisto blizu, za 3 metre. Vse, če se na živali spoznam, vse se na človeka po moje, tudi malo. Ne, ali pa možno je tudi, da veste, tale imamo v vasi enega kovača, ki ima take klešče močne. Kako pa je to izruva ten zob, če žemlje ven vleče iz podkve od konja, bo pa še en zob ven potegnil. No. A ja, to pa ne, ja. Jav. Torej, Jaz se ne bojim zoba, jaz sem to poslušal. no, v glavnem, če želite resno sebi dobro in se ukvarjate z blagostanjem, pol se najprej pozanimajte, koliko je res zelo dober in koliko je stvari obvlada. To je vaša stvar, ne. Blagostanje, jaz nisem pripravljen se prepustiti glih čisto vsakmu, ki trdi, da nekaj zna. Bom se najprej prepričal, če res. Pozanimam se. Dajmo se vrniti nazaj. No, torej, in zdaj usporednica. Zakaj je vse to tako zelo pomembno? Bomo naredili usporednico, gremo še po eni drugi potki, da bomo prišli do skupnega cilja. Ja. Mi vsi smo v vsakdanjem življenju več ali manj izpostavljeni čemu, kar se imenuje stres. Stres. In jaz sem vam že pred časom nekaj malega povedal, da se stres začne veliko prej, preden se človek zaveda stresa. Kaj ti začne se na celičnih membranah. Začne se globoko v vašem telesu, na celicah, o čemer ne veste takrat, ko se to dogaja. Popolnoma nič. Okay? Zato je stres tako nevaren, ker dolgo časa potekajo določene spremembe v vašem telesu, pa sploh ne veste, da potekajo. Ker se nič takega ne zgodi. Mogoče ste malo nervozni, mogoče imate malo hladne roke, mogoče se kdaj zmerite, mogoče se kdaj strah, malo ste vznemirjeni, ampak si rečete, vse, ja. Včasih eni so zelo pametni, nekaj imam tu zelo rad, kadar besede nanese na stres, mi zelo hitro podtakne, reče, ja, ampak obstaja pa pozitiven stres, taj pa dober in tako naprej. Pač ne vejo, o čem govorijo. Oprostite, ampak v bistvu bi lahko rekla, da je stres tihi ubijalec. Se je? Ne samo, da bi lahko rekli, moramo. Moramo reči. Tako moramo reči, ja, ker je res. Je res. Ja. Stres je tihi ubijalec. Tako je. No in takega stresa nočete. Ne. Zato seveda tukaj ni naključje, da so znanstveniki takoj, ko so spregovorili o učinkih meditacije in tako naprej, to povezali z stresom. In tukaj vidite, da je stres zelo povezan z živčnim delovanjem živčnega sistema. Živčnega sistema. Delovanje živčnega sistema, če se niste dolga leta se ukvarjali z jogo in drugimi tehnikami in tako dalje, ni pod vašim zavestnim nadzorom. Kakšen del že, velik del pa ni. Zato se tudi imenuje avtonomni. Pravi, deluje neodvisno od vas. Delovanje živčnega sistema pa je, nažalost, zelo povezano s stresom. Zato se je stresa prvič težko zavedati, kot smo že rekli, in drugič težko znebiti. Stresa se ne znebite zlahka, ampak se ga kvečemo stežka, ja, z naporom, s prizadevanjem. In to dalj časa. Stresa se ne morate znebiti v enem pa pol dnevu. Ja, tako. Pa če reči stres, zdaj te bom pa poslal, Ja, ga boš zdaj pa nisem več po stresu, ok, ne more. Pač ne gre. koruzo ubija. Ja, ne gre. Zlasti,
zaradi tega, ker je, to smo tudi že večkrat povedali, naše telo je izdelek evolucije in naši predniki so 100 000, 200 000, 300 000 let živeli v okolju, v katerem mi danes v glavnem ne živimo, razen živimo kdaj kot turisti s kakšnim džipom za 2 ure. Ja. Oni so v tem živeli, čez 24 ur na dan, toliko let. In za nje je bilo zelo pomembno, da so se bliskovito, zelo hitro odzivali na to, kar se je dogajalo v njihovih okoljih. Zlasti, da so hitro prepoznavali nevarnosti in da so se odzivali hitro. Ker drugače so jih lahko levi pojedli do večerje. In pol kaj? Nimaš več kaj, ja. Zato je tale odgovor, fight or flight, osnovni, temeljni odziv vsakega živega organizma, ko se znajde pred problemom, pred nevarnostjo. Fight, če se leta, se spopadaš, zdaj, če srečaš, jaz sem bil včeraj v Kočevju, če srečaš kočevskega medveda, jaz raj bežim. Pa še to je vprašanje, ker pa je zelo hitro. Torej, fight z medvedom, ne. Flight, leti, beži, če se le da. To sta dva temeljna odziva živih biti na nevarnost. Eni bežijo, eni se pa pač probajo spopadati. Zdaj so reči, če ste pa lev v savani, pa vidi, kar je hitro lahko komu date vedeti. To je kralj in ok, no to je razumljivo. Ta odgovor, ta način odzivanja je globoko vsejen v naša telesa. In zato imamo lahko probleme, kaj ti ne živimo več v savanah, mi se ne moramo spopadati z levi in bizoni in dinozauri in ne vem čem, z mamuti. Hvala Bogu, bi se nam ni treba več z njimi, so izumrli. Če pa srečate kakšnega razjarjenega slona, tam dol v Tanzaniji, pa tudi ne vem, ko se slon zaplodi proti vam, ga pa tudi stankom ne ustavite. Ni treba, da je glih mamut, že slon zadošča. A se predstavljate kakšen, ne vem, povodni kon, da se zaplodi proti vam, ne vem, koliko ima 5-6 ton. Ja, pa sej že, če se vojaški prašič. No, Dimi Merjasec, to ne bo. To me napije zika. Ja. Na mestu. Trenutku. Ja, konc. Sam se sekljam, saj odnese državno. No, kaj pa če si Indiana Jones? No, to se pravi. Ja, posebno pa seveda čudežno rešiš vsake. Za njega in poka na koncu še zajahaš in ga vdomačiš. In odjezdita oba v sončni zapad. No, torej, na to med drugim tudi skušamo vplivati. Danes problemi, s katerimi se soočamo v sedanjem življenju, vedno so pač kakšni problemi. Danes to ne vrže iz tira. Da ne zmorimo, da nismo prehitro jezni, da nas ne znemiri, da nismo živčni, da razdražljivi, bla, 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 bla. Torej, gremo zdaj. Zdaj pa gremo nazaj. Tako. Zdaj pa tukaj vidite, rekli smo že prej, da bi, torej, ko se začne, ko se znajdemo v stresni situaciji, ko smo napeti, živčni, vse ostalo, kot smo že prej rekli, čeprav smo v stresnih situacijah tudi takrat, ko tega ne vemo, se v našem telesu dogaja cel kup stvari. Ena od mnogih je tudi ta, da nastanejo, da se aktivirajo, vidite, geni, ki poskrbijo za proizvodnjo nekega proteina oziroma neke beljakovine. Geni seveda proizvajajo ogromno beljakovin, ampak mi se zdaj osredotočamo na eno, prosim. Kako se pa aktivirajo, se jim ni za nameri? Ja, geni se aktivirajo, če veste kaj o genih, če so vas kaj učili v šoli, veste, da so to molekularni zapisi. Jaz sem težko zdaj na kratko razložil, čeprav sem to že enkrat kazal.
obstajajo določene molekule, ki imajo to funkcijo, da odvisno od tega, katere so, od tega je odvisno, ali geni mirujejo, se pravi, obstajajo, vendar niso aktivni. Pomeni, da druge molekule, ko pridejo mimo in prepoznajo, ali pa bi lahko prepoznale ta genski zapis, tega ne prepoznajo. Gre za, ni važno zdaj za detajle, gre za nek molekularni zapis, ki je tak, da se lahko geni aktivirajo, se pravi informacije, kateri proteini naj se proizvedajo, so aktivne in proteini potem dejansko nastajajo, ali pa ne. Ali pa rečemo, da je gen, tako kot bi bil v stanju off, kot da bi bil izklopljen. Še zmeraj nosi informacije, ampak je na nek način, biokemičen način je izklopljen. Kar se ne pomeni, da lahko z načini, ki se jih še učimo, tiste gene, ki so za nas koristni, uklapljamo, tudi če so izklopljeni, ali pa, seveda, nekateri geni pa niso koristni za nas. So pa lahko smrtonosni, da jih izklopimo, enostavno jih naredimo neaktivne. Lahko imate, recimo, gen za določeno bolezen v sebi. Ampak danes znanstveniki, vsaj za nekatere take gene, že vedo, kako jih izklopiti. Se pravi, gen še vedno imate, ampak bolezni ne boste dobili, ker je gen izklopljen in lahko ga držimo izklopljenega. Včasih to ni bilo mogoče, tega ni bilo mogoče. Eden od načinov, še enkrat poudarjam, pa je izklopljen, predvrsto pa povrsto. Biokemično, ne, pustimo zdaj res detajle, ker bo to čist nikam ne pripojavljamo. Mi se danes eno drugo temo ukvarjamo, ne zadošča, da to znamo narediti. Ok, ne znamo z vsemi geni, ampak z nekaterimi pa znamo. Vidite, torej, zdaj smo pri stresu. Stres, aktivirajo se geni in seveda nastajajo, proizvajajo proteine, beljakovine. In te beljakovine povzročajo inflamacijo oziroma vnetje na celični ravni. Super. Še enkrat. Teh proteinov nočete imeti v sebi, ker povzročajo vnetja. Vnetja na celični ravni so na začetku taka, da v njih ne veste nič. Pa sem počel. Zato ste zainteresirani, da, če gremo zdaj nazaj, nimate vnetij na celični ravni, pomeni, nimate tega proteina, pomeni, se tile geni ne aktivirajo, oziroma niste pod stresom. Vidite, verigo. Stres, geni, proteini, vnetja na celični ravni. Stres je tako še bolj poveča stvari, še druge stvari. Stres je pač ful, zastan, tako no. In tako še druge stvari povzroča, pač. Seveda, mnogo dejavnikov je, ki to povzroča. Jaz sem, itak sem tako pač, itak pač živimo v taki pač družbi, ki je taki stres, skozi zdraven. Tudi to je res. Je malo težko se temu izogniti, dejansko. Sej, zato je toliko pomembno, to, kar vam danes govorim. Temu se je težko izogniti, ampak za nas je pomembno, da se da izogniti. Nas danes to zanima. Zato imamo tole raziskavo tukaj gore. Da nas naučite, kako se izogniti. Ne moramo se največ izogniti tudi absolutno in v celoti in tako naprej, ampak vsaj na nekaj malega pa gotovo lahko vplivamo. Zato sem vam tudi na začetku rekel, da vam bo tole, če ga danes pripovedujem, dalo misliti, ker vsak človek z zdravim razumom se bo strinjal z mano in bo rekel, nočem tega, nočem tega, nočem tega in nočem tega, ker to zame ni dobro. In eden, še enkrat poudarjam, eden od načinov je, da, tukaj bomo pa videli v nadaljevanju, lahko na to vplivamo. Študija torej pravi, ljudje,
teh 846 se mi zdi, ki so jih spremljali 11 let in so prakticirali jogo, meditacijo in tai chi in tako dalje. Ti ljudje, ki so torej prakticirali te tehnike, pa dokazujejo the opposite. Spravi, pri njih se pa sproži nasprotni učinek od tega tukaj zgoraj. Sledite? Ta zgoraj je stres, geni, proteini, inflamacija na celični ravni. Ja, pač slabo. Tako, slabo. Pri teh ljudeh, ki prakticirajo jogo in meditacijo, pa ravno the opposite. Obratno od tega. Tako je. In, vidite, tukaj jasno piše, pri njih, kaj prakticirajo te tehnike, se pa zmanjša količina teh proteinov, zgoraj omenjenih, ki povzročajo vnetje. Torej, pri stresu se povečuje količina teh beljakovin, pri meditaciji, jogi in tako dalje se pa zmanjšuje. Kar pomeni manj vneti, pomeni manj težav, pomeni več zdravja, daljše življenje in tako dalje in tako dalje. In vidite, ta veriga ima svoje nadaljevanje. Koga ga ima tukaj zgoraj. Stres in potem cel kup stvari sledi. Tukaj tudi sledijo. Se pravi, gremo po vrsti. Proizvod, torej zmanjšanje teh proteinov vodi v reversal. Se pravi, se obrnejo se procesi, kar pomeni, da se te geni, ki sicer proizvajajo proteine, ki povzročajo inflamacijo, se pa zdaj lahko, in to je res, to je čudežno, to je nekaj čisto neverjetnega. To je bilo še pred kratkim nezamisljivo, da se ta proces torej obrne in se gene izključi. Izključi gene, pazite še enkrat, z jogo in meditacijo, tai chijem, še nekatere druge metode, lahko, seveda z dolgotrajno vadbo, celo ugasnete, izključite tiste gene, ki proizvajajo te proteine, da smo nekaj tokrat omenili, da ni treba še enkrat. Zdaj pa, kaj enkrat izklopiš, bo bolj ostalo ugasneni, ali treba to vzdrževati? Vse to, kot smo že čisto na začetku rekli, in prav zato sem to poudaril, vse te tehnike morajo biti del vašega življenja, kar pomeni, počnete to do smrti, ker če boste prenehali, se pa seveda lahko zgodi, da boste spet izpostavljeni tem procesom, ki so tukaj gor opisani. To so preventivne dejavnosti, če lahko tako rečem, protektivne, varovalne. Zato to skozi počnete, nikoli ne nehate, ker ni nobenega razloga, da bi nehali, oziroma ravno nasprotno, in vidite, da se s tem zmanjša tveganje vseh tistih bolezni, ki so povezane z vnetji v telesu, na celični ravni. Se pravi, s tem, ko trenirate, ko se ukvarjate z jogo in meditacijo, na dolge proge, dolgoročno, lahko preprečite celo vrsto bolezni, ki izhajajo, ki so posledica vnetnih stanj v vašem telesu, za katera sploh ne veste. Ja, to je pač večina bolezni. Jih je veliko, Jih je veliko, vse, nekaj jih pa je, Torej, ali to že zadošča, da bi človek rekel,
Mogoče bi pa jaz malo razmislil in bi se začel resno ukvarjati z meditacijo, jogo, tai chi in kaj podobnega. Če mene vprašate, je ja. Okay. Ja. To boste vi, to je vaša stvar, ja. Okay. Ampak there is more, gremo še naprej. No, da slišim. Da slišimo, evo. Tukaj bomo zdaj kar citirali eno znanstvenico, ki je, sicer njenega imena tukaj ni, ne vem natančno, kako se piše, tako se vseeno pač citirali bomo, to so citati, ne? Na molekularni ravni. Res to vpliva. To, kar piše, kaj sem počrtal domačem navod, ja, kar bomo to res. On je že, ker znam reško. Super, vse bomo pojasnili, seveda je to res. To je resna znanstvena študija, še enkrat. A veste, to ni nekaj zrumenega tiska, tam kje sem snel z neta dol, ne. Tako je, to je resna znanstvena študija. 11 let, 800 ljudi so spremljali in tako dalje. In to vrhunski znanstveni, ne neki učeni. Ja, kar eni. In bomo zdaj citirali te znanstvenike, ki so to. Torej, vidite, na molekularni ravni, na ravni celic se nekaj dogaja, ko prakticirate jogo, meditacijo, tai chi. Na ravni vaših celic, na molekularni ravni. To vas še spodarjam zato, ker je to tako neverjetno, da lahko z tehnikami, ki sem jih že večkrat omenil, vplivamo na to, kar se dogaja z našimi molekulami, s katerih smo narejeni. Da lahko vplivamo na biokemične in celo fizikalne procese v celicah, iz katerih je naše telo narejeno. To je popolnoma noro. Profesor, mene bo kam. Sej, njega bo glih kar kam. Tako noro je to. Ok. Pustimo zdaj detajle, vidite, ti procesi, o kateri zdaj govorimo, obrnejo, oziroma izničujejo učinke stresa, recimo napetosti, anksioznosti, tesnobnih stanj, žalosti in tako dalje, obrnejo, ker ti učinki so škodljivi. Te tehnike jih pa obrnejo, nič več niso škodljivi, izničijo njihove učinke. Put it simply, se pravi, je rečeno čisto preprosto, to je pa zdaj, kar je za česar bo Timotej glih kar kap, se pravi, te tehnike, meditacija, joga, tai chi, te tehnike povzročijo, vplivajo, tam je tale piše na možgane, vplivajo na možgane. Ja, mislim, to, kar zdaj ne sledi, pa res gatite. Usmerjajo, oziroma preusmerjajo, pazite še enkrat, počas gremo, vplivajo torej te tehnike na možgane, da preusmerijo genske procese v naših genih, procese preusmerijo na tak način, da to pozitivno vpliva na naše blagostanje ali well-being. Kar pomeni torej, da tehnike, metode, zato je tako treba to resno. Če boste kar nekaj utripali, pa nekaj malo mahali z rokami, pa nekaj se sploščate, ne bo teh učinkov. To še enkrat, to so resne zadeve. To je treba početi dolgo časa pod budnim očesom vrhunskih strokovnjakov. Ne, jaz bi šel k vrhunskemu, nekako vi, ampak k prvemu sosedu pa že ne gre. Vrhunski. Jaz hočem k najboljšemu, za svoje blagostanje. Ok? Kaj so ljudje, ki si morajo privoščiti najboljšega? Ali boljše, da vstaj nekaj, kaj malo, pa potem mogoče pridejo do najboljših? Ali rečemo pač nič za vas, to ne velja? Boljše nič. Ne, to je tako preprosta logika, ki jo jaz ne kupim. Ljudje rečejo boljše malo kot nič, ni isto tako. Ni, ker če nimate teh stvari, o katerih danes govorimo,
metod, tehnik. Ne vem, če se kdo kdaj od vas skvarja, recimo z jogo. Ne moreš kar narediti kar eno vajo nekaj na približanje. Ja. Zlasti, če greste po fazah, po stopnjah. Nekatere vaje so tako težke, so tako zahtevne, da ne morete kar nekaj narediti, ker ne bo šlo. Tvegate celo, da se poškodujete. Enostavne vaje, tiste, ki grejo, kar ljudje lahko mogoče... Enostavne vaje nimajo dolgotrajnih učinkov. Zdaj, zaradi mene lahko počnete, vse nobene škole ne boste s tem naredili. Ampak tukaj govorimo o dolgotrajnih učinkih, ne verjeti, da zdaj, zdaj bom pa naredil par vaj, pa se bojo kar moji genski procesi spremenili. Tako preprosto pa spet ne gre. Začneš z enostavnimi časi in potem gradiš. Ja, saj tle ni nobenega spora, samo začneš, tako kaj treba. Zdaj, da bomo skozi ponavljali. Ne morejo privoščiti, mogoče bi mogli razmišljati, kaj narediti, pač, da ljudem olajšati. Ne boš, jaz tega ne kupim. Ne moš nekaj početi na približen, no. Lahko počneš na približen, sa bojo tudi učinki na približen. A veste, to tako, da bi rekel, ok, jaz bom se malo z avtom vozil, ampak bom skozi vozil v prvi. Sej nekaj pa je, nekaj pa prideš. Prav, saj ti bo pregorila sklopka oziroma avto ti vcrtu čez 15 metrov. Ja, bo pač... Sej lahko, samo na kamer note prišli. Pravi, če se že lotite, potem se lotite tako, kaj treba. Ok, tako, kaj jaz tukaj govorim. Mi smo sam glasbo poslušali, nismo imeli meditacije. To ni meditacija, to je poslušanje glasbe. Poslušanje glasbe je bilo pa se Obstajajo ustrezni izrazi za dejavnosti. Poslušanje glasbe je poslušanje glasbe, meditacija pa nekaj drugega. In meditacija z poslušanjem glasbe pravzaprav, ki prav do zveze niti nima. Nima. Meditacija, a veste, kako pa vi mislite, da so ljudje meditirali pred 100.000 leti? Daj malo preklop, pa je gremo malo na YouTube, eno odraz bomo dol potegnali. Ja, to bo. Da pa vas prosim. Kako? Živi pa v naravi. Ja, saj drugega ni bilo, ne? Ja, drugega ni bilo. Ja. Ok, gremo naprej. gremo naprej. Torej, s temi tehnikami vplivamo na možgane, spreminjamo anatomijo možganov. O tem sem že govoril pred časom, mogoče se ne spomnite več, ker spremljam delo enega vrhunskega znanstvenika, ki ima tudi svoj institut, svoje laboratorije in se s tem ukvarja že tam svojih 24-25 let in sproti spremlja učinke meditiranja, jaz imam tudi nekaj knjig njegovih doma, meditiranje na anatomijo možganov. Je dokazal, tistih znanstvenikov, ki je dokazal, kako meditacija spreminja nevronske mreže, kako spreminja povezave, sinapse med posameznimi nevronimi možgani in kako to vpliva potem na počutje, na občutke, na emocije in vse ostalo. Tako je, ja. Tukaj vidite, gremo še dlje. Vplivamo na možgane, ki vplivajo na gene, na njihovo dejavnost. In sicer tako, da je končni rezultat večji, recimo, well-being, oziroma večji blagostanje. Mene ena druga stvar skrbi, da je nekdo tako pod stresom, tako trd, telesno, mišice in tako, da tudi ne vpliva učitelj, če je dobro učitelj na njega, da ne mora vplivati, ker ima on neko obrambno mehanizem, Ja, tudi taki so in v določenih primerih včasih pač ni mogoče delati nič. Taki so pa težki. Ja, zato je dobro, in s tem končamo, začeti že čim zgoraj, ko je človek še mlad, kako stoji. Skratka, pejte na počitnice. Nismo še končali, še ne bi spustimo. Ne spustimo več. Če se vam zelo mudi, lahko Ne, sej, se bom. A veste, kam več? Ne vem. Da veste, se boste spomnili. Ok. Kaj bo vam ima naredila? Prejšnjič smo se zahvalili Dušanu in smo ga pohvalili in mu izrazili našo hvaležnost. Danes pa bo vam Iva podelila pohvale vam. Da ste tako vztrajno in vestno hodili na predavanje, da ste ustrajali kljub temu, da verjetno česa niste razumeli in da se to nerazumevanje najbrž ponavljalo iz tedna tako. Ja. Ampak še vedno ste tukaj, veliko vas je, izgledate zdravi, zadovoljni, živi. Zakaj pa ne se drugi domove, če imamo dobrega psihologa? Ja,
dobre vzgojiteljice. Ja, Dobro bi bilo se samo hvaliti. Ne, vsi ste no. Ja. Ok, tako da bova mi dva podelila tole. Pa vsakemu mogoče še povedala, kaj? Psihološko. Tadej in Metul. Tadeja. Čestitam. Da si ustrajala si brez Simone in to je zelo dobro, ne? Super. Izvoli. Da bi še vi kaj rekli Tadeji mogoče? To je bilo. Še nimam nobene take ideje, mi da se Tadejo se poznala že dolga leta in spremembe, ki so se zgodile v teh letih. Kako cajta se Tadeja se bila poznala? Od tretjega razreda osnovne šole. To se pravi 9 pa 22. Se ne moš Ja, 13. Ne moš verjeti. No, 13 let in jaz sem edini človek, ki lahko poveš, ker se pač vi ne morete, niste toliko časa tukaj, kaj se je vse v tem času zgodilo in kje je danes Tadeja, kje je bila pa takrat 13 let. To je res nekaj izvrstnega. Gremo naprej. Jaz sem tukaj naključno zložene. Od zdaj na vrsti Ružica Bihelović. Ružica, ti si tudi del naše skupine, lahko mogoče sam prideš. Ker pri nas smo vsi del skupine. Smo skupina vsi, nismo mi skupina, pa Dušan je kdo izven, tudi Simona ni izven, tako da Ružica, čestitam. Če ne bi bilo tebe, bi teže kakšne stvari. Dobro, nisem vesela. Ne, to je res fajn, kako vi skrbite, oziroma kako ste predani, kako skrbite za te stvari, čeprav, pa ne, v končni fazi vse je ste sami to vzeli in je. Ja, fajn je, se meni so to predavanja zelo zanimiva, je treba brez vode začeti. Ja, mlajši ne bomo nikoli, ampak se. Ja, res to, res. Še enkrat hvala, Ružica. Rožice ni. Ma ne, ni problema, sem pa presenečena, ker jaz sem itak del tima, ne, tako da. Ja. Samo umevna, da sem tukaj. Pa vseeno. Ja. Naslednji je Aleksandr Zarič. Odboram na kameru tebi. Daj, če gre. Nekaj bo. Ok. Takole. Aleksandr, čestitam. Hvala. Ti ne samo, da si redno in ustrajno in zelo motivirano hodil na predavanja, si skrbel tudi za kamero. To pomeni, da si tisto, kar si se naučil lani pri fototerapiji, uporabil za nekaj koristnega, za nekaj celo družbeno koristnega, ne samo zabavnega, pa masa všečnega. Tako da dobiš pohvalo za to, da si hodil. Imam pa še eno posebno pohvalo zate. Ja, ti bom kar zdaj dala. Če že kamere snema, da ne bomo potem komplicirali. Evo. Ona je mogoče sem izgubila. Če si jo nisi dovolj zaslužil. Možeš. Ja. Recimo, dobiš tole prazno, pa se pretvarjaj, da gor piše tvoje ime, pa boš dobil tisto zaresno pol. Če bomo pa še za koga rabili, boš pa posodo prav. Torej, obstaja. Hvala zate za javno rabo uma. A veš, kaj to pomeni? Kaj, Dušan? Na kratko? Zakaj bi Aleksandru dali tako pohvalo? Mislite, da si jo zasluži? Vsekakor. Aleksandr, jaz tudi tebe poznamo od prvega dne, ko si tukaj. In sicer ni to v navadi, kar je škoda, se mi pa zdi fajn povedati kaj človeku v prisotnosti drugih ljudi, kako vsi slišijo, ponavadi se pogovarjamo bolj
tako na 4 oči. Jaz seveda v tebi vem veliko stvari. To, kar se dogaja zadnje leto, ko si angažiral, je, jaz upam, da veste, da jaz nisem plehek človek in ne govorim kar tja v 3 dni. To mi jasno. Okay, torej, to, kar povem, mislim zelo resno in to, kar ti počneš, je navdušujoče. To je nekaj res izvrstnega in ko rečem navdušujoče, to pomeni, da me fascinira, vedno znova naredi name vtis dober, skozi izjemno. Ker se bom vzela, ker bom verjetno še rabila, ampak obstaja. Kdo je naslednji? Tukaj imamo enega mladeniča, ki rad zamuja, pa ga vedno znova poskušamo trenirati, da si točen in si točen in mi je všeč, da prideš in da sam veš, da prideš. Da še vidim, da zamudiš 15 minut, pa prideš, pa da prideš točno, pa te ne zanima, ali pa da sploh ne prideš. Da zikrat vse pohvale. Jaz vem, koliko kaj sladkor pomeni, pa koliko težav smo imeli za temi smuti, ki nisi hotel jesti brez sladkorja. In to, da ti hodiš že 2 leti poslušati o sladkorju, je zelo pogumno. Tako da se da, če zikrat zmorejo vsi, ne? Ja. To je. Koga imam tle še eno posebno pohvalo, no? Za eno gospodično. Gospodična že ve, katera je? Ja, Cija Gnamuš. Cija, ti dobiš pa tako zaresno pohvalo. Tvoja še podpisana z debelim flomastrom od naše ravnateljice, tako da bomo posebno čim večkrat. Dobiš jo pa tudi zaradi tega, ker na predavanjih zelo veliko sodeluješ, sprašuješ, komentiraš, se vidi, da razmišljaš. Tako da tudi ostali pa zgledujte se v policiji, naj vas ne bo sram. Če se ne razumete, vprašajte, tudi če se budasto sliši. Pravijo, da ni budastih ali pa neumnih vprašanj, da so samo neumni odgovori. Tako da, Cija, čestitam. Bravo. Pa še eno zapira. Ok, pohvalo za javno rabo uma dobi tudi Maja Leskovar. Ti zelo sodeluješ in se oglasiš na pravih mestih z zanimivimi komentarji. Jaz se dostikrat sprašujem, od kje jih vzameš, ampak upam, da bo znanost nekaj tako napredovala, da bomo možni še malo bolj pogledati tako programe. Pa še eno pohvalo, zato ker sem hodila. Ti bi mogoče še kaj komentirati? Najbrž, mogoče je kar pomembno še enkrat povedati, kaj je javna raba uma. Javna raba uma je filozofski izraz, oziroma razsvetljenski izraz, ki je nastal v času leta 1755 z razvojem zlasti francoske razsvetljenske misli, pa ne samo francoske, tudi nemške in celo širše. Javna raba uma je veliki ideal razsvetljenstva. To je ideal, za katerega so si prizadevali filozofi, pisatelji in drugi ljudje, ki so verjeli, ki so trdili, da je demokracija neposredno odvisna od tega, koliko si ljudje upajo povedati v javnosti na glas tisto, kar mislim. Da demokracija ne more, oziroma ne prenese, da so ljudje tiho in da v imenu demokracije namesto njih odločajo vlada, kralji, princi, princese, kaj in kdo. Javna raba uma je verjetno najmočnejše
orožje vsakogar, ki resno misli demokracijo. To pravi, ki verjame, da je najboljši način, kako si ljudje organizirajo skupno življenje, demokracija. Ki ne morajo sprejeti, da vedno znova eni ljudje odločajo o tem, kaj bodo počeli vsi drugi. To je javna raba uma. In takle prostor, recimo, kot je tale, je del prostorov, ki tvorijo javno, ki oblikujejo javno rabo uma. To razumete, ne? Večinoma ljudje razmišljamo tako, da smo raje tiho, kot da bi se izpostavili, zato ker pač tvegamo, a ne, da bomo imeli za tega težave. Ja, tako. No, kdor si pa upa v javnosti, kljub temu, govoriti, seveda, nažalost, velikokrat dejansko dobi potem podrgi in nekateri so celo žalostno končali, ampak moramo si predstaviti demokracije brez tega, enostavno ne gre. Ok. Nadaljujemo. Timotej Buček. Še en mislec. Dobiš obe hvali, ki si hodil. Vedno, mislim, da si veliko odnesel. Dobiš pa še tole, ampak tvoja ni izpolnjena, vidiš manjka in stvari. Bomo popravili, tako da si boš zapomnila. Dobiš, ti čestitam. Ja. Se pogovarjati s tabo, ko vedno rečeš nekaj zanimivega. In nekaj briefnega, nekaj ekstra ordinarnega. In fajn je, ko prideš v našo skupino, ko sodeluješ na delavnicah. Okay? Tako da pridi večkrat. Ko boš imel čas. Okay. Prav. Nazaj, ker jo bom še uporabljal mogoče. Prav. A veš kaj? Ja. Pokazal bo pa Ok. Evo, tlele pa piše, da najdeš samega sebe, misli sam zase. To find yourself, think for yourself. Timotej ima to skoraj izjemno redko okvaro možganov, da določene stvari takoj pozabi. Potem pride vprašati vedno znova, seveda vedno znova istih stvareh, ampak to je tako simpatično, ker redko se zgodi, da človek sprašuje o stvareh, ki jih je recimo slišal, medtem ko on po eni strani seveda zaradi same motnje, težave, mora vprašati vedno znova, hkrati pa zaradi interesa, ker če ne bi imel interesa, se ne bi potreba. Si preprosto pozabil na stvari. S tem izražaš zelo, skoraj presenetljivo motivacijo za razumevanje te stvari. Tukaj ukvarjamo, ker so nekatere so zares težke, so zahtevne, to ni postavljeno. Te se tega zmerjamo. Hvala. Zaproskamo še enkrat Timoteju. Imam eno posebno pohvalo. Sara, to je zate. To je pa posebno v tem, da ni plastificirana, pa z rdečim piše gor. Ima pa vse žige po to, da bo plastificirana in bo trajna. Zakaj je posebna? Kot da si tudi ti posebna in vem, da Sara se zelo trudiš in upoštevaš ta spoznanja. Zadnjič, ko si prišli k meni, ko ste prišli iz ekskurzije, mi je bilo kar malo tako, se spomniš, ko si rekla, ura je bila 3 polne, da si lačna, ker nisi od 10 zjutraj noč jedla. Potem sem te vprašala, zakaj nisi noč jedla. Ja. Je bilo redilno, ja. Bil je zakosilo sendvič s pohančkom in z neko tatarsko omako in z belo žemljo in z vse mogoče svinerijo. Tako da to je tudi javna raba uma. Mogoče ekstremna, ampak ja, tako je pač. Potem, če res veš, pa razumeš,
si pripravljen ali pa si rajši lačen, pa ješ neko sranje, tako da... Bravo, Sara. Bom jo pa tudi plastificirala, okej? Ja, jutri jo dobiš, v redu? Zdaj, jaz upam, da ne boste imeli, da nimate preveč težav zaradi tega, kar vam jaz tukaj govorim. Jaz se zavedam nevarnosti takega početja. Jaz se ga zavedam že dolga leta in sem dovolj star, da vem, kaj vse to kasneje tudi v življenju prinese, ko se kakšni ljudje spravijo nate. Upam, no, da ne boste imeli težav zaradi tega, ker poskušate početi nekaj, kar je na celi črti pozitivno ali prispeva k vašemu blagostanju ali pa izvira iz znanosti. To je nekaj, če bi morali preprosto nišče ogovarjati. Hkrati svega vem, da tam je cel zunaj vulgarnih ljudi, ki jim je več do razževerja, kot do znanosti in ki se ne zmenjajo za to, kar je zdravo in kar prispeva k blagostanju. Samo bilo bi res čisto narobe, živeli bi v popolnoma zgrešenem svetu, če bi dali prednost razževerju oziroma vsem tistim, ki pravijo, da je čisto vse imaš 60 kila pa 140. Tak svet bi bil obsojen, ne bi preživel. Definitivno ne bi. Tako, no, sam upam, da nimate. Nekaj jih pa sigurno imate, ker drugačno mora biti, ker poveste to, kar ste tukaj slišali in največ potem tudi slišite kakšni komentarje. Niso prav fajn. Mislim, da vlada. Ja, to je osnovna rdeča mit. Erik, ti isto pač si zelo prizadevan pri tem, da se držiš teh spoznanj in si zelo skušal v enem letu, ne? Da si dobil že eno pohvalo za Healthy Lifestyle skupini, tle dobiš pa še eno prav za to, okej? Upam, da ti bo to vas služilo še naprej. Zdaj. Koliko si izkušal, če sem mi vprašal? Za koliko? Za koliko? Ja. Za enih 85. Sam? Ne, imel si 85. Imel si 85, zdaj imaš pa koliko? Zdaj rekel, enih 90. Aha, zdaj imaš pa 90. Pa mogoče je bilo obratno. Kaj več je bilo obratno? Ja, v danem vidi se pač del manj in to je to, prav? Pa vedeti mogoče so bili na sistematskem. Ja. No, v glavnem fajn, super. Ja. Zdravo. Erik, okej, samo ti dobiš pohvalo, ker si hodil. Upam, da boš še hodil in pač ti ne rabiš skušati, pa tukaj nismo zato, da bi kušali. Da bi se naučili zdravo živeti, da bi našli neke načine, pač kako priti do nekih trajnih rezultatov, ker smo ugotovili, da diete pač niso neučinkovite, neprimerne, sploh pa neprijetne. Okej? Gremo naprej. Ti ne samo, da si zdrav, očitno, poleg zdrave hrane pa vsega, jaz vidim v vajni sobi, kaj vidva jesta tudi. Poleg tega, tako da jaz upam, da bo enkrat prišlo še malo bolj. Vidim pa pri tebi veliko knjig, vidim ogromne sledovnice knjig. Tako da spregledam bolj tisto, če se moram videti, pa se osredotočim na tisto, kar. Tako da dobiš pohvalo za redno obiskovanje vzgojne aktivnosti, želim živeti zdravo. Temu dal nekaj, sem že večkrat pa še, ker se mi zdi kar
pomembno. Namreč prosim vas, da nihče od vas ne misli, da je karkoli od tega, kar jaz tukaj povem, nujno treba. Tega iz mojih ust niste slišali. Moj besednjak pravi, ne zajema besed kot, zdaj pa vi to tudi morate. Jaz zagovarjam znanost in trdim to, kar pravi znanost. Nekaj je res, nekaj je dokazano. Kaj vi s tem naredite, je seveda vaša stvar. Zagotovo pa jaz ne želim, da bi tole postal kult, religiozni, vraževerni kult, v smislu, mi gremo zdaj poslušati Lutherja, kaj moramo jesti. Definitivno, od tega se jaz distanciram. To sigurno ni Luther rekel. Ok. Got the point. Že ti si tudi dobil že v skupini nagrado za javno rabo uma. Tako da ti dam tukaj samo pohvalo za sodelovanje. Tako da še naprej pač vse vprašaj, sprašuj. Suzana, ti dobiš. Hvala. Všeč mi je bilo, ko si v refleksiji napisala, da tudi mami doma poveš, pa da ji pokaže zapiske iz predavanj. Ja, znanje je zato, da ga delimo. Ja. Pa jaz tudi vem, da bi to pomagali za to bolj. Je to dobro za vse vas. Ja. Če ni treba, ampak dobro je. Ja. Ok, tukaj še ena posebna oseba, ko si zasluži še posebno nagrado, oziroma pohvalo. To je gospa Simona Lesar. Simona, ti pač si zdrava in vesela in zadovoljna in mislim, da še če koga kaj zanima, naj vpraša Simono. Tudi lahko. Imamo tudi teme v skupini, mi smo itak povezani, predavanja pa predvsem za mladostnike. Zame je bilo to, kako bi rekla, jagoda na to, bom rekla, eno zdravo torto, tako da v bistvu krasno, no. V tem duhu naprej. Mislim, da so tudi naši mladostniki določena dejstva in spoznanja slišali, delamo na tem naprej. To je pa proces. Hvala. Ok. Smo pa že skoraj pri koncu. Zadnja. Višna Anja Kunik, še stara, boš. Anja, čestitam, da si hodila, da si zdržala do konca in da si se primerno vedla. Takšen izraz pač. Ja. Kar ti hočemo tukaj narediti pač. Tudi če kdo ne razume, če se komu zdi, da so naše vsebine prezahtevne, ne gre samo za znanje, ampak gre tudi za neke življenjske veščine, kar pomeni, da smo sposobni nekaj zdržati 1 uro v miru, v tišini, kar je tudi lahko neke vrste meditacija, ker takrat lahko naš odplava. Da pač to je vzgojna aktivnost, to niso samo predavanja in ja, hvala Anže, tako da kar zaprosite. Timotej, ta je tvoja originalna. Ja, bom še poštumirala, pa plastificirala, da bi trajna. A si še kdo zasluži pohvalo za javno rabo uma, pa smo ga spustili? Jana. Jaz, ok. Prav, se bom napisala. Sama sebi podpisala. Pa Dušan. Jaz pa ne, jaz imam pa argument. Ne, res. Vam ga bom sam povedal, pa boste sami zalušnali. To, kar bom povedal, sicer bo zelo čudno, ne, naravno nasprotno, čudno bo slišati, ampak jaz namreč nisem Dušan Luther. Kaj? A ja, zgledati čisto. Gledam... Vi ste taki kot Beto Eko. Oni biti taki čudni. No, sej. Skratka, jaz nisem identičen sam sabo, zato ne morate dati tega meni, ker ne obstaja. To je tako v bistvu prazno, tako da ne, vidite takšno s podpisom ravnateljice doma in zaštanka. No, lahko pa tako. Tako pa si pišite pač. Pohvala za večletno sodelovanje z nami. To pa. Ja, kdo pa ste uradili? Vsi ste vedno... Da smo dobro speljala in da bo še.
Hvala lepa. Vsi ste vedno veseli, ko vas direktor pohvali. Zaradi nas, Ja, vse. Okej, Dion. Jaz bi pa nekaj rekla za Dušana Rutarja. Vi ste dober psiholog in še naprej živite. In da boste še zadovoljni in lahko za Dušana Rutarja zaploskajte. To ni bilo za vas. Saj jaz